Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki temelji na praznovanju Svetovnega dneva otroka. Tega je leta 1956 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov in si za ta dan izbrala prvi ponedeljek v mesecu oktobru. Tema letošnjega tedna otroka je radosti in stiske odraščanja. Po vseh večjih krajih po Sloveniji so se in se še odvijajo različni prostočasni, poučni in razvedilni programi za otroke in mlade. Tudi v Slovenskih Konjicah smo pripravili tradicionalno, že 18. konjičkovo popoldne, v Žičah pa drugo igrivo Žiško popoldne. Prireditvi sta namenjeni druženju in ustvarjanju otrok ter sproščenemu klepetu staršev, da bo popoldne polno radosti in sproščenega druženja. V tem dnevu navadno otroci ne potrebujejo staršev, zato se lahko družimo in zabavamo na konjičkovem popoldnevu. Imam veliko prijateljev, vsi so moji prijatelji.
tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi Zveza prijateljev mladine Slovenije na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev iz analize klicev na TOM, telefon otrok in mladostnikov. Telefon za otroke in mladostnike, krajše poimenovan TOM telefon, je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Najpogostejše tematike klicev na TOM v lanskem letu so tesno povezane z radostmi in stiskami odraščanja, ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družina in šola, sledijo jim telesne težave, psihološke težave, odvisnost in zlorabe, na dnu tematik pa so samomori in socialna stiska. Trenutno nacionalno mrežo TOM sestavlja 8 svetovalnih skupin, med katerimi so tudi svetovalci prostovoljci v Slovenskih Konjicah. V Evropskem letu medgeneracijske solidarnosti 2012 se teden otroka prične v ponedeljek, 1. oktobra, tema pa je radosti in stiske odraščanja. Zveza prijateljev mladine Slovenije je v svoji poslanici ob tednu otroka opozorila na revščino in bedo premnogih otrok v naši državi, ki zaradi izgube zaposlitvenega statusa staršev ali skrbnikov nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, šolanja in zdrave prehrane. Slovenija je še vedno brez zakonodaje, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok, obstoječa zakonodaja s področja zaščite življenja, varnosti in dostojanstva otrok ni dovolj učinkovita. Tudi v Slovenskih Konjicah so prostovoljke Zveze prijateljev mladine Slovenije zelo pridne in aktivne z Janjo Brglez na čelu. Pripravile so že tradicionalno 18. konjičkovo popoldne v Slovenskih Konjicah za vse radovedne, igrive in ustvarjalne otroke in mladostnike. Za vsakega se je 1. oktobra v popoldanskem času na Mestnem trgu našlo nekaj. Izbira kreativnih delavnic je bila precej pestra. Da bi delo in igra šlo lažje od rok in nog, so poskrbeli v slaščičarni s slastnimi prigrizki in okrepčilnimi napitki. Na ploščadi pred Domom kulture so se odvijale delavnice na različne teme, kjer so ustvarjali otroci sami ali pa so s pomočjo staršev izdelali svoj unikatni izdelek. Iz lesenih ploščic so izdelovali jesenske verižice na vrvici, pisane zapestnice iz plastičnih perlic na volni in laksu, iz embalaže in papirja je nastalo stojalo za pisala po imenu Jesenko, iz jute so spretni prstki oblikovali konjičke, iz slame so nastala strašila oblečena v pisane krpice, iz mokrega ali suhega filca so si otroci lahko izdelali pikapolonice in ježke, jesenski sadež buče pa so dobivale smešne obraze, kamenčki raznih oblik in velikosti so pod spretnimi prstki malih rok dobivali čarobni pridih s pisanimi barvami, pod tiskarskim strojem so nastali odtisi viteza na konju, za bližajoče se praznike je bilo možno izdelati lučke iz steklenih kozarcev v servietni tehniki, iz kostanja so nastajale različne figurice, za modni dodatek na koži pa so prostovoljke risale tatuje z barvami za kožo. Videti je bilo veliko umetniških inicialk, metuljčke, žoge, avtomobile, rožice, zmaje in še kakšen motiv bi verjetno zasledili v množici otroških rok. Za spretne noge so bile na voljo hodulje, za ostro oko in mirno roko pa so poskrbeli člani strelskega društva. Možno je bilo streljanje s puško v tarčo.
Da bi domov prišli z urejeno in malce slavnostno frizuro, so poskrbeli v frizerskem kotičku, za razvajanje pa je bila vožnja s kočijo in 2 konjema. Pod drevesi so prostovoljke Ana Miličevič, Anka Onič, Simona Gorjup in Marica Smogavec brale pravljice in pripovedovale zgodbice nadebudnim mladim bralcem. Na mladih svet stoji, pravi znan pregovor, in to je včeraj še kako bilo res. Sestavljali so čistilno napravo, ki bo očistila vse, kar so otroci in njihovi starši predlagali v eko delavnici. Novost na letošnjem druženju pa je bila sestavljanka Gogix, ki je lasten produkt Ervina Presička in njegovega podjetja Gogius d.o.o. iz Reč in je zaščitena s patentom. Elementi sestavljanke so iz 10 barv. Sami pravijo, da je namen sestavljanja njihovih barvnih elementov za sprostitev domišljije, izvedbo najbolj nenavadnih idej in zamisli in predvsem za zadovoljstvo ustvarjanja. Namenjena je otrokom starejšim od 3 let, zgornje starostne omejitve pa ni. Še nekaj pridevnikov označuje njihov izum, in sicer zabavnost in poučnost. Lahko se skupaj igrajo otroci različnih starostnih skupin in spoznavajo se zakonitosti prostorskih konstrukcij. Izdelati je možno od majhnih do ogromnih modelov, saj so elementi lahki in togi pri spojih. Pri sestavljanju različnih modelov je bilo opaziti majhne in velike otroke, ki so uživali v malce drugačni igri. Vsi udeleženci 18. konjičkovega popoldneva v Slovenskih Konjicah so preživeli prijetno sončno jesensko popoldne v ustvarjalno-kreativnem vzdušju in prijetnem medsebojnem druženju, ki so ga pripravili v okviru Tedna otroka Zveza prijateljev mladine Slovenske Konjice.